Živjo, spet sva skupaj. Tokrat je tole že drugi trik, kako hitreje do znanja angleščine. Pri angleščini ima veliko otrok, po mojih izkušnjah, pa najbrž tudi ti sama veš, težave s tem, da besed je ogromno. Prav, to sploh možno, ne? V slovenščini seveda tudi poznamo ogromno, ampak ker smo se jih učili počasi in postopoma in v bistvu 6 let, preden si sploh šel ali pa šla v šolo, to ni noben problem, a ne? Pri angleščini je pa tega kar. Kaj ti želim predstaviti danes? To je ustvari si sistem. Poglej, ko si pri pouku in dobite nek učni list ali pa imate neko temo, recimo jaz ti bom pomagala danes s temo oblačila in včasih so učiteljice zelo prijazne in pripravijo recimo kakšen takle izroček, kjer so potem sličice pa lepo napisano zraven, ali pa če morate samo prepisati s table v zvezek in ti prešteješ, koliko je novih besed. Ja, prav si me slišal, oziroma slišala, najprej si jih preštej. Okej, jaz sem jih že preštela in jih je 27 na enem samem listu. Wow! In če si zamisliš, poznati 27 besed, torej, kaj moraš znati? Vedeti moraš, kako se nekemu oblačilu reče v angleščini, kako se pravilno izgovori, plus kako se pravilno zapiše. Ja, joy, ne? Right. Okej. Zdaj ti pa pokažem trik, kako hitreje do tega znanja. Poglej. 27 jih je. Dajva to razdeliti na manjšo enoto. To pomeni 9 besed na dan. To pomeni, da si se boš učil oziroma učila v 3 dnevih. Nikakor ne vse naenkrat v enem popoldnevu. Zakaj ne? Ker je preveč naporno, ker bi potreboval preveč časa, ker se ti ne ljubi toliko časa sedeti, ker se lahko naveličaš in je škoda, ker potem ne maraš angleščine. Ampak je angleščina čisto fajn in zelo koristna v življenju. Torej, po majhnih korakih in vztrajno se daleč pride. Torej, kaj narediva? Vzameva si prvih 9 besed. Torej, glejva skupaj. Evo, a dress, mittens, a sweater, a suit, jeans, skirt, a tie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a t-shirt, 8 and a scarf, 9. Tako, teh 9 si vzameva za prvi sklop učenja. In potem vzameš za lažjo učenje, jaz priporočam vedno zvezek in barvice ali flomastere. To si že slišala? In potem narediš takole, poglej. Razdeliš si torej 27 besed krat 9 na 3 dneve. Ponedeljek, torek in na naslednjo stran bo prišla sreda. In kaj narediva sedaj? Prvih 9 začneva pisati tukaj. Poglej, mittens, to je prva beseda. In ti predlagam, da jo napišeš na veliko, razločno, s stiskanimi črkami, sploh če imaš recimo disleksijo, je to super, ne pisati samo s pisanimi, napiši si s stiskanimi črkami, da vidiš vsako črko posebej. Potem pa poglejva, kaj narediva. Prebereš besedo in mittens in si poskusi zapomniti, katere črke so v tej besedi. Aha, prvič lahko gledaš v besedo, torej M, I, T, T, E, N, S. Ok, mittens. Zdaj pa, takole bom naredila, ne boš bolje videl. Jaz vzamem drugo barvo in rečem takole. Tole pokrijem in poskusim napisati sama. Takole, sem napisala M, I, T, E, N, S. Poglej. Kaj pa zdaj? Nujno primerjam svoj zapis, ki sem ga naredila na pamet, s tem, kako je pravilno
zapisanost, ker sem pač to prepisala iz zvezka. In gledam, M, dobro, M je v redu, I je, T je, T, ups, ni. Ni T-ja, dobro, to moram popraviti. E je, N je, S je. Ok, cool. Samo ena malenkost, torej tale 2x T, mittens. Dobro, tole si obkrožim. Tukaj, kar je posebnost, naredim ok, 2T in prepišem še enkrat pravilno. M, I, T, T, E, N, S. Tako, na pamet. Videla, sem prav napisala? Sem. Cool. Zdaj pa pazi, kako ti to potem še povadiš. Še enkrat prepišeš, s tem, da si tale zgornji del prekriješ. To, kar je pravilno zapisano, vzameš en list, pa si to original besedo prekriješ ali pa z roko. Tukaj pokriješ z roko in greš v novo vrstico napisati na pamet. A v redu? Tako. Zdaj pa, poslušaj dobro. Jaz ti priporočam, da tako korak za korakom prepišeš vsako besedo 5-krat. 5-krat. Torej, po mojih izračunih potrebuješ za takšno učenje in pripisovanje 9 ali pa 8 besed, ne vzeti več kot toliko, 8-9 max, do 10 minut. Ok? Lahko, da bo včasih 15, če so težje besede in rabiš malo več povaditi. In zato je ta časovna enota čisto ok. Zdaj pa še nekaj. Uporabi možgane in uporabi svojo kreativnost. In si predstavljaj, mittens, tukaj na sličici, so take rokavičke. Torej vidiš, da morajo imeti za 4 prste skupaj in en prst posebej. Kaj si pri tem predstavljaš? Predstavljaj si svoje rokavice, kakršne si imel ali pa imela, ko si bil manjši, ali pa jih imaš mogoče celo še, in tiste barve, kot jih imaš v resnici. In jih poimenuj v glavi, pa si prikliči v spomin tisto sliko, mittens in zraven ime. In potem, zakaj 2T? To moram paziti, 2T sta. Ja, ker imaš 2 roki, valjda. Pomagaš si z asociacijami, temu rečemo, torej nek trik, kot nek hakelček, na kaj se spomniš, da moraš do 2T-ja, na 2 roki, To je to, mittens, 2T. In na ta način potem zvadiš torej teh 9 besed, ok? Zdaj pa. Drugi del tega sistema je, da naslednji dan, torek torej pri nama, recimo, da je to torek, najprej ponoviš prvih 9 besed, ki si jih že naučil oziroma naučila prejšnji dan, preveriš, koliko od 9 besed je pravilnih. To najlažje narediš tako, da si napišeš v torek, rokavice, obleka, pulover, kavbojke, po slovensko in zraven napišeš angleško. Ja? In potem greš preveriti samega sebe, črko za črko, ali je to pravilno. Ja? Ok. In tako iz dneva v dan. A bi to res človek rad počel? Ne. Zakaj že? Ti izdam eno skrivnost. Na koncu bom povedala en trik samo za tvojo mamico oziroma očija. Ti pa imaš nalogo, da se trudiš in da vsak dan zbereš 10 točk. Torej, vsak dan, ko se usedeš, pa povadiš zapis do 10 besed, dobiš 10 točk. Mami ali očetu potem neseš pokazati in ona dva zraven naredita kljukico in pišeš 10 točk. In takole na konec zvezka napišeš. Takole, konec zvezka bo napisala datum, dan in koliko točk si tisti dan zbral oziroma zbrala. Vse ostalo
bo morala opraviti mami. Okay? Tvoja naloga pa je, da še razmisliš o eni mini nagradi, ki si jo želiš za določeno število točk. Ok? Zmenjeno? Tako. Do naslednjega trika, to bo že številka 3. Lepo se imej. Čao!